40. Investicijsko zavarovanje Flek za odrasle lahko do konca meseca sklenete s posebnimi ugodnostmi. Flek za odrasle iz zavarovalnice Triglav. Dober večer, pozdravljeni v oddaji Minute za kulturo. Naša nocojšnja gostja je Nataša Jerman-Rajh iz RCR-ja. Pozdravljeni v našem studiu. Dober večer. Danes bova nekaj spregovorili o regionalni destinacijski organizaciji. To je projekt, ki ste ga nekako začeli konec leta 2010. Je pa nekako nadaljevanje projekta Natura, potem projekta Od tri krasne. Gre pa nekako za razvoj turizma. Mogoče bi kar začeli nekaj besed o Naturi. To je bil tisti projekt, ki je bil nekako tisti začetnik razvoja turizma v Zasavju. Mogoče nekaj besed o tem, kako se je vse skupaj začelo. Tako je, ta projekt Natura je bil neka prelomnica. Projekt, pri katerem smo spoznali, tukaj govorim pač Regionalni center za razvoj in pa vse tri zasavske občine, da je turizem ena izmed tistih panog, ki bi dejansko lahko bila ena od vej razvoja gospodarstva v Zasavju, sploh v tej situaciji, kakršna je zdaj, in kjer iščemo tudi nova področja delovanja. Ugotovili smo, da turizem ni nekaj, kar v Zasavju ne bi moglo obstajati, kajti takrat smo pripravili neke smernice razvoja turizma v Zasavju. Čeprav moram reči, da projekt je bil zasnovan tako nekako manjši rezultati so se pričakovali, pa smo bili na koncu, lahko rečemo, vsi pozitivno presenečeni, ker je nekako naravno to si sledilo, kar smo ugotavljali, da smo pač prišli do teh zaključkov bolj kot nepričakovano. Nismo imeli takih, tako bom rekla, dolgoročnih megalomanskih ciljev, ampak pa se je izkazalo, da nismo zdaj delali tistih raziskav in statistik in razmišljali, kaj bi se dali in kako, samo zato, da obkljukaš projekt, ampak smo ugotovili, da bi se dejansko dali nekaj na tem narediti. In ko smo te smernice razvoja turizma, ki smo jih takrat začrtali, predstavili tudi na Ministrstvu za gospodarstvo, društvom iz Zasavja, občinam in tako naprej, vsem nekako akterjem, ponudnikom, zasebnikom, ki so že obstajali, pa ki so se opogumljali za to, smo ugotovili, da obstaja eno navdušenje pa veliko idej za to. Tudi strokovnjaki, ki se ukvarjajo z razvojem turizma, so dejali, da je to prava pot in da definitivno tudi Zasavje ima neke zelo dobre možnosti za razvoj turizma. In ko smo dobili potrditev od zunaj, smo ugotovili, da bi to lahko bilo to in smo šli korajžno naprej v projekt Vse teče v tri krasne, ki so ga prav tako vse tri občine pomagale izvesti, skupaj vodja pač bi Regionalni center za razvoj. Vse to pa so projekti, ki jih v bistvu izvajamo pod glavnim okriljem, to je Evropska unija, Evropski sklad za regionalni razvoj, tako da na ta način so pač ti projekti sploh bili omogočeni s prijavo na razpis in tako da večina sredstev pride z Evropske unije, ostalo pa se pokrije z regije. No, ta projekt, ki pa trenutno sedaj poteka, pa je Regionalna destinacijska organizacija Zasavje. Tudi tukaj, kot si že povedala, je sofinancer Evropska unija. Ostalo financirajo občine nekako, tam okrog 50–40% nekako. Kaj vse nekako spada pod ta projekt? Je kar tako obsežen, zahteven projekt, pravzaprav pa nadaljuje tisto, kar smo vsebinsko nadaljuje, smernice zastavljene v Naturi in pa vse, kar smo nadgradili s projektom v tri krasne, torej s to blagovno znamko smo se zagotovo odločili nadaljevati, obdržali, to smo pač si bili edini nekako vsi, ki smo sodelovali pri projektu, da je ta blagovna znamka je tudi naredila en tak mogoče preskok, bolj miselni, da se nekaj da, ker je požela toliko enih pozitivnih nazaj odgovorov. In ta projekt je pa tako pravzaprav poteka po celi državi, zelo podobne aktivnosti. Namen Ministrstva za gospodarstvo je bil, da bi pač turistični ponudniki iz posameznih delov Slovenije, da bi se združevali v večje programe, večje produkte, kar je zagotovo lažje
ali pa treba se povezovati, če sploh hočeš uspeti v katerikoli panogi, v turizmu še posebej. Zato je bila ta spodbuda, da naj se regije povežejo tudi na področju turizma in tako smo se tudi v Zasavju odločili, ECR je pač to predlagal in nekako skupaj z občinom potem prepričal, da smo šli v ta projekt. Je pa to, res so to sredstva, ki so namenjena predvsem promociji. Mi bi si želeli recimo denarja za investicije, ampak ga ne moreš dobiti na tem projektu, niti na tistih dveh prejšnjih, mi bi si ga najbolj želeli za kaj takega, ampak žal so to projekti, ki so bili mišljeni res za take mehke projekte, mehke cilje, to se pravi, ali strategije, promocijske zadeve, ne moreš pa, ne vem, obnoviti kmetij ali pa pozidati hotel ali pa sobe. To pač računamo zdaj naprej, da bomo dobili kakšna sredstva. Tako da ta projekt, ki ima tak čuden ime, moramo res reči, nam ni ime všeč RDO Zasavje, ampak nismo si ga zmislili, je bolj tak tehnično ime, ki ga imajo v bistvu vse regije, RDO Zasavje, Primorske in tako naprej. Torej gre za to, glavni sklop je promocijski del, tukaj smo tudi mi dali pač največ poudarka, ker smo ugotovili, da pač iz teh danega razpisa, kaj je največ možno za našo regijo izkoristiti, smo ugotovili, da so sigurno neke promocijske aktivnosti, ker nas še zmer preveč poznajo kot samo industrijsko regijo in to stigmo ali pa to nalepko, ki imamo kot Zasavje, skušamo zdaj z vsemi temi aktivnostmi, da se pojavljamo kjerkoli se da nekako razbiti in da se pojavljamo kot tri krasne. Tako da tukaj številne so bile promocijske aktivnosti, dogodki, ogromno je narejenih novih materialov od podobnih stojal, knjige, ki smo jo že enkrat predstavljali, knjiga o Zasavju, ogromno novih zloženk, ki jih prej nismo imeli, ki pa niso zdaj zloženke samo, da so, ampak so zloženke, ki predstavljajo točno določene turistične produkte, recimo spust z raftom po Savi ali pa ogled rudnika Prekmanječevo kraljestvo, tako da so čisto konkretna ponudba ali pa arheološke delavnice, ki so zdaj zelo zanimive. Tako da v bistvu te zloženke sledijo novi ponudbi, ki jo tudi predstavljajo. To delamo v slovenskem jeziku, zdaj pa ravno kar končujemo angleške različice. Zelo pomemben, pa tako bom rekla, kar zahteven projekt je turistični vodnik po Zasavju, tega smo že naredili na Naturi in zelo je bilo povpraševanje po njem in tudi moram reči, da smo dobili zelo dobre ocene za vodnik od boljših v Sloveniji. Vsi so bili presenečeni, kako dober imamo vodnik, ker je zelo sistematičen in tudi zelo veliko še zraven zanimivih informacij izve. Osebno ne samo pač kontakti, ampak ogromno tudi enih podatkov o regiji, ki jih še mi sami odkrivamo na novo, ko preberemo. Ta vodnik bo sedaj v angleščini. Ta je zdaj nadgrajen, se pravi torej vodnik, vse tiskane verzije imajo pač to usodo, da jih je treba prenavljati, ker se spreminjajo kontakti, pojavljajo novi programi, zato smo ga osvežili, dodali neke nove vsebine. Predvsem je pomembno to, da smo dodali te nove turistične programe, tako da vsaki dobi vodnik točno ve, ne vem, nove učne poti, vse to, kar sem prej naštela, spust z raftom, padalstvo in tako naprej. Tukaj noter še zve. In potem po 7 območjih vso ponudbo, vsa gostišča, vse to je zajeto v ta vodnik. Poleg tega se prevaja, je že preveden, tako da bo sredi julija že natisnen, tako da bomo tudi za obiskovalce, ki jih je tudi neki iz tujine, ki pridejo k nam raziskovati. Predvsem bo to zelo pomemben tak priročnik za ljudi, ki pridejo in sami se skušajo po Zasavju sprehoditi, ne pa v skupini. Da mislim, da bo zelo dobrodošel. No, tudi internetna stran nekako je v nastajanju in tudi v angleščini. Ja, internetna stran sicer že obstaja, že na projektu Tri krasne smo naredili, gre za res tako izčrpno internetno stran. Ogromno je gor podatkov, je pa tudi precej pregledna. Tudi programi so tam in vsekakor je čas, da jo prevedemo tudi v angleščino, tako da tudi ta se zdaj pač pripravlja. Prav tako interaktivne table, ki so v vseh 3 občinah, torej tudi v Zagorju, v parku. Verjetno jih je že kdo videl. Mislim, da so že kaj, ja, zagotovo vidimo. Da se pobrskati, gor je recimo zemljevid Zasavja, lahko si označiš, ne vem, kako prideš
točke te do druge, turistične kmetije te do druge. Dogodki, ki so aktualni, pač vsa dogajanja so tam, tako da mislim, da je zanimiva ne samo za nekoga od drugod, tudi za nas, za Zasavčane. No, v okviru tega projekta nastaja tudi film. Za kakšen film gre? Kdo ga pripravlja? Je kar obsežen podprojekt. Izvajalec je Digital Studio Slak iz Ljubljane. So profesionalci, ki znajo takšne filme delati. Oni so zmagali na javnem razpisu, kjer smo iskali pač izvajalca filma. Razveseljuje pa to, da ta ekipa vključuje tudi izvajalce filmarje iz Zasavja. To so Delavski dom iz Trbovlj, pa Loke studio iz Kisovca in pa mojster ali pa direktor fotografije iz Hrastnika Simon Tanšek, tako da je ta zasavskost prisotna, kar se nam zdi zelo lepo. Pa vsebinsko pa smo to si zamislili tako, da pokrijemo s filmom. To bo več filmov, več krajših filmov, minutnih, minuto pa pol. Eden bo daljši, ki predstavlja pač Zasavje, vse, kar ponuja Zasavje nasploh. Potem je pa več krajših filmov. En predstavlja samo recimo športno ponudbo, od kolesarjenja, plezanja in raftanja in tako naprej. En zajema podeželje, kulinariko, en zajema industrijsko dediščino. Potem poseben sklop je film o prireditvah, o zasavski kulturni sceni, od Lajbahov do folklore, skratka vse, kar se tukaj dogaja. In pa ta je tudi zanimiv, so pa še 3 kratki filmi, ki so pa smešnice, nekako hec iz stereotipov o Zasavju, tako da mislim, da bomo dobili zelo zanimiv material, ki ga bomo pač razpošiljati po mailu, YouTube, internetne strani. Ravno tako je pa pripravljeno vse za predvajanje tudi na velikem platnu, za prireditve, ki bodo tle za, ne vem, sejme, ki jih bomo obiskali. Pripravljeno bo tako, da bo uporabno za slovensko in za tujo publiko, tako da ne bo besed. Poudarek je na estetiki, na sliki in nekaj ključnih besed, ki bo v slovenščini in angleščini. Tako da mi pričakujemo neke zelo dobre in lepe izdelke, tako da bodo ljudje verjeli in videli, da prihajajo v res krasne kraje. Na okviru projekta je potekalo že kar nekaj festivalov, nekateri pa še prihajajo. Kako ste bili zadovoljni s tistimi, ki so se že odvijali, se pravi z Rdečimi revirji, potem Mala Malta, Mlada olimpijada, to je vse tisto, kar je nekako že bilo? Tako, ja, res je cel kup prireditev, ker menimo, da pač promocijo lahko vršiš na več sigurno načinov, pač objave v časopisih, internetnih straneh, članki in tako naprej. En zanimiv pa pomemben segment so pa sigurno prireditve, s katerimi pač opozarjaš, da si in pokažeš, kaj vse se tukaj lahko dogaja in pač da ponesemo glas o Zasavju tudi skozi recimo kulturne dogodke in tudi športne, tako da res jih je cel niz, večina, moramo reči, da so res bili dobro obiskani in na vseh, bistvo pa je, da na vseh teh dogodkih predstavljamo pač zasavsko to novo ponudbo 3 krasnih, tako da vedno so zraven potem tudi neka gradiva, tako da to je pa pol tisti še dodaten namen, to se pravi, da ljudje pridejo nekaj pogledati, ampak na tem dogodku pa dobijo tudi informacije o tem dogajanju na turističnem področju, tako da se izkoristi to, da je pač neka publika prisotna, tudi na ta način, da dobijo neka zanimiva gradiva, ki jih večina še ni poznala. Nekako s septembrom se projekt zaključuje, takrat bo potekal tudi festival kolesarstva in pohodništva. Ja, to je pa zdaj čisto nova zadeva, mi bi jo rad zagnali in pač ali bo to v bodoče izvajal za to, Zasavska turistična organizacija, ali se bodo našli kakšni izvajalci, profesionalni, ki bi delali recimo sam take prireditve. Gre pa za to, ugotovili smo, da seveda čim več mora biti ob tej klasični ponudbi tudi raznih dogodkov in ker pohodništvo sigurno predstavlja eno od zelo pomembnih segmentov, enega od pomembnih segmentov naše ponudbe, pa kolesarstvo, smo se odločili, da naredimo nek dogodek, prek katerega bi privabili ljudi, torej, da bi prišli v Zasavje posebej na to. Tako da se povezujemo tudi s šolami, z društvi, planinska društva, kolesarska društva, vsi so nekako, smo se že povezali, pripravljeni sodelovati.
Tako da letos to naredimo prvič, je pa seveda prvič bo najtežje, najbolj testno, ugotovili bomo, kaj najbolj pije vodo. Povezujemo se s sosednjimi regijami, ker bolj kot ne vse te resnejše turistične organizacije ali pa, bom rekla, destinacije, območja so se odločili za take korake nekaj let nazaj in ker smo tudi mi spoznali pač v pogovoru s našimi sorodnimi dušami iz drugih regij, da je to zelo dobra poteza. Smo se odločili za to tudi mi, ker vsi so ugotovili, da po nekaj letih, sigurno prvi pa drug festival še nekako nista dala tistih rezultatov, po 3-4 letih pa so vsi dobili zelo dobro pač rezultat tega, tako da na tega se nadejamo tudi mi, tako da zato smo se za to odločili, tako da upamo, da nam že letos uspe čim bolj, bomo pa to načrtovali sigurno za bodoče. Tudi, okolikor se bo projekt RDO nadaljeval po celi Sloveniji, to močno upamo, da bo pač ministrstvo, država se odločila, da nameni del teh evropskih sredstev za to vrstno dejavnost, ker so vse regije ugotovile, da jim ta RDO zelo koristi. Okolikor bo ta zadeva šla naprej, bo recimo ta festival zagotovo en izmed teh ključnih dogodkov, ki jih bomo mi že zdaj, vemo, vključili lahko v program. No, preden se posvetiva še strategiji razvoja Zasavja, bi mogoče nekaj besed spregovorili še o projektu, ki poteka vzporedno, in to je LAS. Gre pa za obnovo kmetij in tematskih poti po deželju. Ta projekt je pa prek, v bistvu, večina sredstev pride z evropskega LEADER programa in tega smo si pač zamislili tudi 2 leti nazaj. Projekt je bil uspešen na razpisu LAS. Gre pa za to, da bomo 8 kmetij, ki so se vključile iz vseh 3 občin, obnovili, tako da bodo čim bolj pripravljene za sprejem malo večje skupine ljudi. Problem je pač ta, da kmetije so pripravljene sodelovati, imajo zelo dobro ponudbo, so pa težave seveda s temi kapacitetami. Zdaj še ne govorimo o nastanitvenih kapacitetah, to bo pač plan za naprej, ampak zato, da lahko goste sploh sprejmeš, se pravi skupino večjo ali pa 50 oseb, to je problem v pač področjih, kjer se nisi še doslej ukvarjal s turizmom, je to sigurno težava, tako da smo se mi tega lotili v prvem koraku in naredili pa bomo tudi tematsko pot, kot ste povedali, in hočemo pač kmetije ponuditi, pa podeželsko ponudbo spraviti v en paket, v en program, in to je tematska pot po Zasavju. Ugotovili smo, da so vse kmetije, ki so se vključile, so res, vsaka ima neko svojo ponudbo. Mi se nismo mogli umisliti, ne vem, vinske poti, sadne poti, tako kot imajo v nekaterih regijah, ker nismo čist tipična regija, tako kot so ostali. Zato smo se mi zadali cilj, da bomo gradili na drugačnosti. Torej, vsaka kmetija nekaj drugega ponuja, tako da mi smo to pot poimenovali vse drugačne, vse krasne. Tako da mislim, da bo ena zelo zanimiva pot nastala, postavljene bodo tudi table, torej kmetije bodo nekaj pridobile, neke infrastrukture, spet nov material promocijski in pa dogodek, to bo pač v naslednjem letu, potem spomladi, Zasavski kmečki triatlon smo si zamislili, teden odprtih vrat vseh teh kmetij, tako da zanimiva zadeva, tako da en zagon, da se res začne na področju razvoja podeželja v smislu turizma nekaj dogajati. No pa še strategija razvoja Zasavja, to je tudi tisto, kar je pomembno. Ja, gre za strategijo razvoja turizma, ne na splošno. Tudi ta je, to je pa tudi ena izmed aktivnosti tega projekta RDO. Zdaj, strategijo želimo torej domisliti, kaj vse bi počeli do leta 2020. Pomembno je, da imaš neke cilje, neko vizijo, da se pač programi ne nastajajo kar tako malo z danes na jutri, zato ker se ti zdi nekaj fajn, ampak sigurno smo se naučili z vseh drugih regij in tudi sami vemo, da moraš vedeti, zakaj nekaj počneš, zakaj je vredno vlagati v določene programe, da je cilj skratka neko dolgoročen. Tako da mi smo zdaj zadevo zastavili podobno, kot smo že pred 5 leti, ko smo pripravljali tiste prve smernice razvoja turizma, torej da vključujemo turistična društva, javne institucije, posameznike, da tudi sodeluje seveda s svojimi idejami, hvala Bogu, da se vključi še kdo drug, da ne razmišljamo vsem samo, ne vem,
peščica ljudi, ampak da je teh akterjev več. Moram reči, da smo pravzaprav idej za res konkretne, zelo dobre produkte zbrali že recimo nekaj mesecev nazaj, ko smo delali sistematično s posameznimi društvi, tako da že sam za to INRCR ima neke točke razvoja, ampak zdaj pač pričakujemo, da bomo dobili še neko širšo sliko, domislili bomo prednosti in slabosti in potem te 3 smernice bomo še zmeraj sledili, torej razvoj industrijske dediščine, podeželske dediščine in kulturni turizem, s tem, da jih bomo zdaj opremili z novimi, čist konkretnimi predlogi za večje aktivnosti, ki jih bomo tudi finančno vrednotili, tako da se lahko v bistvu imaš na ta način že pripravljen en sklop projektov, ki jih potem lahko prijavljaš na različne razpise, ali so to slovenski ali evropski, ampak mora biti neko ozadje in mislim, da bomo dobili tak pomemben dokument, če glih te dokumenti ponavadi niso najbolj tako priljubljene, da reče spet neke papirje proizvajate, kar se jaz strinjam, ampak če je samo proizvodna papirja, res ni v redu, ampak če pa gre za konkretne cilje, pa to nujno potrebno. Se pravi, dela na področju turizma bo še zadosti, tako da vam želim veliko uspeha seveda pri tem. Za konec seveda še ena prijetna naloga, ki vedno čaka na koncu, in sicer nagradno žrebanje. Prejšnje nagradno vprašanje ETV in založbe Ved se je glasilo, kdo je slovenski pisatelj, partizan, amaterski kipar in zgodovinar, ki je med drugim avtor romana Okana. Rodil se je 15. novembra 1925, umrl pa 14. aprila 1998. Odgovor je Tone Svetina, pa bi prosila kar za prvega izžrebanca. Takole. Bomo preverili, če je odgovor pravilen. Je pravilen. Poslala ga je Marija Šuler, Globoko 10C, 3272 Rimske Toplice. Tako, kar v Rimske Toplice gre tale nagrada. Drugi izžrebani pa bo prejel knjigo, ki jo založil RCR z naslovom Zasavske pravljice in stopnici za kino Trbovlje. No pa še enega izžrebanca potrebujemo, da ga osrečimo. Mislim, da bo vesel tele nagrade. Tudi tale odgovor je pravilen. Poslal pa ga je Marjan Štrukelj, Krašnja 31A, 1225 Lukovica. Takole čestitamo tudi temu nagrajencu. Novo nagradno vprašanje ETV in založbe Ved pa se glasi, kdo je avtor knjižnih del Sam proti njim, Huda jama, Heharske žive rane, Mit OOF in KPS in še nekaterih drugih delih, ki opisuje našo povojno dogajanje. Prvi izžrebani prejme knjigo založbe Ved, roman Janje Vidmar Rebeka, pesniške zbirke Boštjana Grošlja, Svetloba, ki ožarja in stopnici za kino Zagorje. Drugi izžrebani pa bo prejel knjigo romana Leljaka, Cerkev umira v petek 13. in stopnici za kino Trbovlje. Vse odgovore s polnim imenom in naslovom pošljite na ETV, Loke pri Zagorju 22 412 Kisovec ali pa po elektronski pošti na etv@elektroprom.si do 1. julija. Še nekaj besed o založbi Ved, s katero sodelujemo že vrsto let. Pred kratkim smo prejeli paket njihovih najnovejših knjig, ki jih bomo podarili v naslednjih oddajah. Več o novostih pa v naslednji oddaji. Sledi še nagradno vprašanje založbe Družina. Sprašujejo pa, katera ljudska pobožnost je najbolj razširjena v mesecu maju. Nagrajenec bo prejel knjigo Obrazi vere, letošnje šmarnice za odrasle. Odgovore s polnim imenom in naslovem pošljite prav tako na naš naslov ETV, Loke pri Zagorju 22 412 Kisovec ali pa seveda tudi po elektronski pošti do 1. julija. Tako, tudi tole dolžnost sva opravili. Zahvaljujem se vam za obisk v našem studiu in za tole obširno ponazoritev projekta. Seveda vabljeni še kdaj. Hvala. Naša televizija je prejšnji petek pripravila slovesnost ob 10. obletnici delovanja, ki je bila združena z razglasitvijo najboljše ocenjenih pesmi 3. natečaja Naj pesem ETV 2013.
Slavnostni govornik Boštjan Vidmar je v svojem nagovoru zbranim omenil tudi več kot 20-letnico začetka delovanja naše predhodnice Etove Izlake in opozoril tudi na težke čase za medije, ki so posledica hitrega razvoja tehnologije in recesije. Sledila je kratka ocena več kot 80 prispelih pesmi, ki jo je podal priznani pisatelj in pesnik Jože Sevljak. Sledila je podelitev priznanj in nagrad najboljšim. Med mladimi sta si 3. mesto z enakim seštevkom točk delila Lucija Pirnovar iz Hrastnika in Jaka Ključevšek iz Zagorja, drugi je bil Luka Kralj iz Zagorja in prva Špela Vidmar z Izlak. Zmagala si kar z velikim naskokom. Kako si zadovoljna s tolo zmago? Ja, zelo mi je čast, da sem bila prva, pa tudi pisala sem tudi ne prav sam za natečaj, ampak tudi svoje duše, tako da mi je všeč, da je všeč tudi drugim. Kako ti je bila všeč interpretacija tvoje pesmi? Ponavadi, ko nekdo drug prebere tvojo pesem, je verjetno malo drugače? Ja, zelo mi je bila všeč, zelo dobra interpretacija, mislim, da je dobro. Ja. Drugače veliko pišeš pesmi? Pišem pesmi, pa tudi spise, tako da bom pa v prihodnosti še več pesmi pisala. Sledila je podelitev priznanj v kategoriji starejših od 15 let. Tretja je bila Vesna Berk iz Zagorja, druga Sandra Rpe iz Straže pri Novem mestu. Največ točk pa je 14-članska komisija prisodila priznanemu pesniku Vladu Garantiniju iz Zagorja, ki je o svoji pesmi povedal. Čestitke za tolo zmagovalno pesem. O čem govori, kako bi jo vi sami predstavili? Ja, mislim, da že sama pove vse, ne? To je en tak pregled, bi rekel človek, na tem, kako gledaš na življenje, ne? Recimo, si majhen, je tvoj svet majhen in so napakce drobcene, ne? Si Bog, si odvisen od vseh drugih, pogosto jokaš za to, ne? Ko odrasteš, postaneš pameten, misliš, da si zelo pameten. Napake so take, zaradi katerih se grizeš pa žreš in imaš občutek, da ne more biti nikoli odpuščene. Marsikake druge napake so take, ki jih vidiš, pa moraš zatisniti oči, pa moraš biti tih, ker drugače te drugi zagrabijo za jezik, pa si kaznovan. Ne moraš zmagati, ni pomoči, da bi tukaj zmagal. In skozi to se pol boriš, kakor se rešujejo rebusi. Vsacga ne rešiš in v življenju je tako, da si bolj pogosto poražen in ne zmagaš, ti nič kolikrat spodleti. In če bi bil sam, bi težko prenesel vse te poraze in to nemoč. In takrat veš, da imaš okrog sebe ljudi, ki ti pomagajo, ki ti stojijo ob strani, ki te bodrijo, ki so tvoji, ki jih imaš rad. In si tako pol na ta način lahko srečen samo, če vidiš, da ti pomagajo drugi, da si lahko srečen. Ker Gregorčič je rekel, srečen ni, kdor srečo uživa sam. In tako mislim, tem je poanta te pesmi, ki mislim, da je dosti razumljiva vsem, tudi mladim, ni nič zapletena, preprosta in mogoče celo se mi je zdelo, da ni toliko zahtevna pa dobra, da bi bila zmagovalna, ampak če so pač videli v njej, da je, sem vesel, da sem ravno prej rekel, da sem marsikje dobil nagrade, ampak v Zagorju pa 20 let že nobene. In mi je bilo prej prav narodno,
ker sem bil razburjen in se nisem zahvalil televiziji in vsem tistem, ki so mi to nagrado podelili in se zdajle zahvaljujem. Ne. Hvala in uspešno pisanje še naprej. Ja, se trudim. Pesmi imam zelo veliko, teh knapovskih imam že za eno zbirko, ampak bo letos šla skupno z Milanom Razborškom slike, pa Poredošom, pa Nandetovi, pa mojimi pesmimi z Goščenka. In se pravi knjiga, pa Zgoščenka, pa še zraven rudarske slike Milana Razborška, pa tako, da pol jaz letos ne bom posebej izdajal. In bom takrat pol pa tudi televiziji dal. To pripravlja razvojni center in se bo podeljeval kot darilo. Zmagovalca sta nagrado prejela iz rok Andreje Hautman iz Spektra Trbovlje, ki je bil glavni pokrovitelj pesniškega natečaja. Ob koncu prireditve je bila odprta tudi slikarska razstava slikarja Milana Razborška. Razstava je v galeriji EVJ odprta do 25. junija. Za glasbeno poslastico so poskrbeli Anja Kralj in trio Ester Adamle, Matej Fele in Sašo Piskar. Matej je takole predstavil skupino. Ester se uči petja profesionalno. Sašo je ljubiteljski glasbenik, ampak zelo nadarjen. Jaz pa tudi se trudim se več igrati. In kakšen repertoar imate? Predvsem kakšne takšne manj znane jazz klasike, avtorsko glasbo, tudi mojo. Tako, malo po svoje naredimo svoje priredbe, malo tako. Ti igraš tudi v nekaj drugih zasedbah še, za katere zasedbe gre? Ja, tako, malo več kot 10 let sem pri skupini Orlek, potem igram še pri novi skupini Flora in Paris. To je zaenkrat sta to moje dva glavna projekta. No, Flora in Paris, to je noviteta, zakaj gre točno? Gre za projekt 3 članov skupine Orlek. Imeli smo malo drugačne ideje in smo si pač zamislili drugo zasedbo. Tako dobili smo pol zelo dobre glasbenike in kvalitetne. In naša niša je v bistvu igrati kvalitetno pop, folk, jazz glasbo. Kvalitetno in komercialno. Zdaj se pa trudimo, če je to sploh mogoče združiti. Pa zaenkrat gre? Imate dovolj špilov? Zaenkrat se zelo odpira, no. Maj je bil zelo poln, junij je še hujši, tako da upam, da ga bomo preživeli. Po prireditvi pa je potekalo še družabno srečanje ob gostinski ponudbi gostišča KUM. Posnetek celotne prireditve si boste lahko ogledali v četrtek ob 20. uri. Selimo se še v Trbovlje. Na prostoru med Delavskim domom in Mladinskim centrom v Trbovljah je bila v lepem sobotnem popoldnevu zanimiva predstavitev starih zasavskih jedi imenovana Mala malca. Poleg tega, da ste lahko poskusili stare jedi, ki so jih nekatere tudi inovativno posodobljene pripravili osnovnošolci, pa tudi vrhunski kuharji, je bilo mogoče na stojnicah kupiti tudi domače pridelke. Ambasador zasavske kuhinje Lojzi Čop nam je v prireditvi povedal. Tale današnja Mala malca, kot pravimo, je bila prav prijetna, saj ste sodelovali tudi z mladimi, ste pogledali, kaj znajo otroci že narediti. Seveda, otroci moram reči, da so kar pravi kuharski mojstri. Tudi sam poklic kuharja se mi zdi, da se je v parih letih kar malce spremenil, predvsem zato, ker smo bolj vidni na televizijah, na raznih oddajah in tako naprej. Ljudje cenijo dobro hrano in mislim, da ima tudi ta poklic veliko bodočnost. Otroci so prav tako inovativni že, kot odrasli vi kuharji, ki ste ambasadori. Absolutno, izredno dobre ideje imajo, mogoče včasih jim zmanjka kakšen detajl, kako to vse skupaj izpeljati, ampak z malo pomoči so res pravi kuharski mojstri, izredne okuse imajo in pa dobre ideje. Ste zadovoljni z današnjim obiskom? Obisk bi lahko bil tudi boljši, jaz ne rečem, predvsem domačini, da bi bolj prišli pogledati, kaj delajo, kaj se trudijo razni obrtniki in tako dalje, razne kmetije, ki se predstavljajo, ampak drugače pa izredno lep dan, prijeten za druženje in pa dobra hrana, kaj še manjka.
Verjetno je bilo ta dan v Trbovljah in okolici preveč prireditev in zato letošnjo malo malce obiskalo nekaj manj ljudi. Tonček Knjigoljub, prijazna živalca, ki spremlja otroke pri prvih bralnih korakih, je letos praznoval svoj 10. rojstni dan. V šolskem letu 2002-2003, ko je osnovna šola prihajala iz 8-letke v 9-letko, so se v knjižnici Toneta Seliškarja Trbovlje odločili za povsem njihovo trboveljsko bralno značko za otroke. Zaradi interesa otrok, staršev in pedagoških delavcev je že v prvem letu Tonček Knjigoljub na prve korake do branja pospremil starejše otroke vrtca Trbovlje, prvošolce, drugošolce in seveda njihove starše. Več o tem pa direktorica knjižnice Simona Solina. V dosedanjih letih smo podelili 2657 priznanj otrokom starejših skupin vrtca Trbovlje, prvošolčkom in drugošolcem osnovnih šol v Trbovljah. Letos pa je priznanja za začetke branja prejelo 437 otrok. Iz vrtca jih je prejelo 197, prvošolcev 127 in 113 drugošolcev. Namen naše bralne značke ni tekmovalnost, ampak je spodbujanje branja, spodbujanje staršev, da svojim otrokom berejo, razvijanje in bogatenje besednega zaklada in pa spodbujanje domišljije pri otrocih, povezovanje domačega okolja z vrtcem, šolo in knjižnico. Predvsem pa si želimo, da bi starši čim več svojega časa preživeli s svojimi otroki, jih imeli radi in z njimi doživljali pravljice in pravljični svet, ter jih tako spodbujali pri svoji nadaljni aktivnosti, šolanju, hoji v vrtec oziroma pri tem, da obiskujejo tudi knjižnico in njene prireditve. Selimo se v Litijo. Kipar Bojan Štine z Javorja je umetnik, ki si je podeželje izbral za domovanje v jeseni življenja. A njegova jesen bogato rodi, saj je neutruden ustvarjalec. Rodil se je leta 1933 v bližini Kapiteljskih njiv, enega od najbogatejših najdišč pozne bronaste in starejše železne dobe na Dolenjskem. V Ljubljani se je vključil v kovinarsko srednjo šolo in se usposobil za metalurga. Več kot 40 let je poučeval v Litostrojski kovinarski šoli in kot izjemen poznavalec kovin in livarskih postopkov postal mentor mladih metalurgov. Ustvarjajo veliko del z različno tematiko, od fontan, skulptur, portretne plastike do spominskih plaket in reliefov s podobo pomembnejših oseb preteklega in današnjega časa. Njegova dela je moč najti po celem svetu. Del njegovega umetniškega opusa si lahko ogledate v knjižnici Šmartno, kjer je v četrtek 6. junija potekala prireditev ob njegovem 80. rojstnem dnevu, ki ga je praznoval 13. junija. Polna dvorana obiskovalcev si je lahko ogledala tudi krajši film o njegovem ustvarjanju, ki ga je posnel Lojze Flisek. Kipar je povezan tudi z Lipico, ki mu je ob jubileju poslala čestitko in obiskovalce povabila k ogledu Štinetove fontane, ki krasi kobilarno Lipica. Razstava Bojana Štineta bo v knjižnici Šmartno na ogled še v juliju. Kljub svoji dolgoročni kulturni pomembnosti je delo arheologov v javnosti na splošno slabo razumljeno. Zato so v Mestnem muzeju Litija v sodelovanju s Centrom za preventivno arheologijo Ljubljana pripravili 2 razstavi z naslovom Preventivna arheologija v centru, v avli kulturnega centra in Odstrti drobci preteklosti, ki je na ogled na ploščadi pred litijsko športno dvorano. Zaradi gradnje nove šole v središču Litije so lani in letos na gradbišču potekale prve intenzivne arheološke raziskave v Litiji sploh. Dosedanji sledki pišejo zgodbo o litijski preteklosti povsem na novo, kajti mesto je mnogo starejše, kot so dosedaj domnevali. Ker je arheološka stroka ena ključnih za odkrivanje najstarejše litijske zgodovine, javnost pa vsebine in pomena njene dejavnosti ne pozna dovolj dobro, so se v Mestnem muzeju odločili, da v mesecu juniju podrobneje predstavijo njihovo delo. Arheologinja Maja Bricelj z oddelka za terenske raziskave na Centru za preventivno arheologijo je spregovorila o metodah in tehnikah, ki jih uporabljajo pri lociranju arheoloških najdišč, ter zbranimi obiskovalci delila marsikatero zanimivost iz sveta arheologije. Za prijeten glasbeni ambient pa je poskrbel pianist Jani Slimšek.
Otroci so naša prihodnost in v kulturnem centru Litija se tega dobro zavedajo. Zato so letos v sodelovanju s knjižnico Litija, Mladinskim centrom Litija in civilno iniciativo Litija pripravili drugi Tačkov festival za najmlajše, ki je potekal od 7. do 8. junija. V petek dopoldne so otroci vrtcev in osnovnih šol spoznali slovensko avtohtono pasmo Kraški ovčar, ki sta jim jo predstavila zakonca Kren iz Slovenj Gradca in si nato gledali lutkovno predstavo Sapra mišja sreča 2, ki jo je izvedel mini teater iz Ljubljane. V popoldanskem času so v prostorih Litijskega kulturnega centra potekale raznovrstne ustvarjalne delavnice na temo pes, kjer so lahko otroci tudi sami ustvarjali risbe in druge izdelke, za katere so nato zvečer v Litijski knjižnici prejeli posebne nagrade. Sobotno dopoldne je bilo posvečeno spoznavanju kužkov, natančneje o njihovi vzgoji in o sobivanju ljudi in psov. Predstavniki Kinološkega društva Zagorje so odraslim in malo manj odraslim predstavili svoje delo in jih poučili o pravilni vzgoji najpogostejših hišnih ljubljenčkov. Obiskovalci so se lahko pomerili tudi v premagovanju pasjih ovir in opazovali, kako poteka šolanje psa v poslušnosti in reševanje človeka iz ruševin. Organizatorji so bili z udeležbo na dogodkih nadvse zadovoljni in se že veselijo srečanja na 3. festivalu prihodnje leto. Včeraj je v Stari galeriji Delavskega doma Trbovlje potekala svečana otvoritev razstave o 50. obletnici Društva revirskih likovnih umetnikov, imenovanega Relik. Tako starejši ustvarjalci kot tudi pripadniki mlajše generacije so predstavili izbor svojih najboljših del, obiskovalci pa so bili poleg uvodnega nagovora predsednika Relika Andreja Uduča deležni tudi krajšega kulturno-zabavnega programa s hudomušnim skečem. Kaj več o Reliku pa nam je povedal Andrej Uduč. Torej, 50. obletnica Relika, ti kot predsednik društva Relik, kakšni občutki te spremljajo ob takem pomembnem jubileju? Ja, 50-letnica Relika, predsednik sem 3 leta, kar je res kapljica v morju v primerjavi z 50 leti, takrat me še ni bilo. Veliko je bilo narejenega v tem času, veliko ljudi, ki so začeli te stvari, ni več z nami, prihajajo novi ljudje, nova energija, tako da mislim, da imamo svetlo prihodnost. Kakšen pa je namen današnje prireditve? Današnja prireditev je pravzaprav pregled delčka stvari, ki so se dogajale v 50 letih, od klasičnega slikarstva do kiparstva, tudi do fotografije, novih medijev, se pravi vsega, kar se je delalo. Kakšna pa je prihodnost Relika? Vprašajte me čez 50 let, ne? Boste takrat še predsednik? Ne, hvala. V soboto je na Katarini oziroma Čečah nad Trbovljami potekalo že 13. tradicionalno srečanje harmonikarjev. Prireditev je namenjena vsem ljubiteljem tega instrumenta. Projekt temelji na druženju, predstavitvi posameznih izvajalcev, harmonikarskih orkestrov, glasbenih skupin, učencev glasbenih šol, predstavitvi njihovega dela in ustvarjanja ter njihove ljubezni do glasbe in harmonike kot nacionalnega instrumenta. Naj poudarimo, da srečanje ni tekmovalnega značaja. Glasbenikom omogočajo predstavitev njihovega dela, tako ljubiteljskega kot tudi profesionalnega na področju glasbenega izražanja. Na prireditvi se predstavijo harmonikarji vseh starostnih skupin. Predvsem organizatorje veseli, da imajo mladi glasbeniki, ki so na začetku svoje glasbene poti, priložnost pokazati znanje in si pridobiti izkušnje javnega nastopanja. Menijo, da se iz leta v leto potrjuje njihov pravilen pristop k projektu, kar se odraža v vse večjem številu nastopajočih iz cele Slovenije. Med nastopajočimi so bili Hanna Zavrl, Janez Oberč Kralj, David Kuharič, Gašper Cesnik, Nemec Zlatko, Iztok Tolar, Maja Slapšak, Polona Potrata, Domen Trobiš, Kaja Grošelj, Lan Šiško Peperko, Domen Drobež, Jan Drnovšek, Ivan Zavrl, Anej Kos, Žan Ramšak, Neža Škof in tudi Žiga Šenkiš, ki mu boste lahko prisluhnili v naslednjih minutah.
Na srečanju je svoje delo, izdelovanje harmonik, predstavil tudi Lojze Resnik z Izlak. Harmonike izdeluje približno 25 let. Harmonikarji se srečanja z veseljem udeležujejo, saj kot pravijo, jim druženje, sproščenost in seveda priložnost se predstaviti pomeni veliko, saj je tovrstnih srečanj v Sloveniji premalo. Ob koncu oddaje vas še enkrat vabimo k ogledu osrednje slovesnosti ob 10. obletnici naše televizije, na kateri smo podelili priznanja najboljšim pesnikom in pesnicam, ki so svoje pesmi poslali na naš 3. literarni natečaj Naj pesem ETV 2013. Posnetek prireditve si boste lahko ogledali v četrtek ob 20. uri. To je pa tudi vse v tokratni kulturni oddaji. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje. Kdo pravi, da ni Flexa po 50. Investicijsko zavarovanje Flex za odrasle lahko do konca meseca sklenete s posebnimi ugodnostmi. Flex za odrasle iz zavarovalnice Triglav.